Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in dragi gledalci. Zelo sem vesela, da si je nocoj vzel čas in bo o svojem življenju iskreno in na glas spregovoril izjemen glasbenik, ki na odrih doma in po svetu nastopa že pol stoletja. Ja, bil je na velikih opernih odrih, nastopal na popevki, tako rekoč, na popevkah, pa na melodijah morja in sonca. Vračal se je na najino obalo in pozdravljal slovenske mornarje. Dober večer, Nace Junkar. Lep pozdrav, dober večer. Hvala za izredno lepo napoved. Nace, naši gledalke in gledalci so vas nestrpno pričakovali, tako rekoč si želijo kaj izvedeti o vas, kako živite, kako se imate, ampak ponavadi našo oddajo začnemo nekje v mladih letih. Pravite, da ste še vedno zaprisežen Dolenc, je to prav? Ja, korenine z leti vedno bolj izražajo svoja čustva, svoj izvor, tako da seveda Šentjerne Kostanjevica na Krki, mama Šentjernejske strani, oče naš rod iz Kostanjevice na Krki, tako da se zelo počutim Dolenc, ampak sem gledal za nazaj, če bi kje kakšen Primorcu v naši zgodovini, pa ni, ne vem, odkot ta moja primorska kri, ki se pretaka tudi v meni, namreč od vsega začetka se je to že dogajalo. No, pel sem tudi že prej, kot otrok, sem prepeval, tale studio je zelo blizu mojega ljubljanskega doma in tamle v Polju smo hodili do 4. razreda, moja starša sta prišla iz Dolenjske s trebuhom za kruhom, oče je bil vratar tukaj v papirnici, bil invalid na levi roki, mami pa je doma šivala. No in pravijo, da sem prej pel kot govoril in tukaj je bila ambulanta, približno v teh prostorih, kjer smo, papirnice, in sem moral kot otrok prijeti pa pet. Tinka, tonka, pod goro, tista dekle moje, bo pa take. Vedno sem hotel peti pesmi, pa sem pesmi Marjane Držaj že znal, že takrat. Ne vem, to je šlo nekako z mano. Sem velik ljubitelj slovenske glasbe. Ampak po kom ste podedovali ta talent? Če ste ga sploh podedovali? Po obeh, ja. Po obeh. Mami je imela izvrsten sopran, ampak priti s kmetov v tistih časih je to bilo težko. Tako da, jaz sem rojen v Ljubljani in kako gre do leta, zdaj bo 36 let, ko sem pa pel na otvoritvi nove porodnišnice z otroki z vrtca, ki je zadaj za kliničnim centrom. Ja, tukaj sem, pa potem osnovna šola, smo rekli, gremo v ta veliko šolo tam na Polju, hkrati me je pa oče kot Dolenc dal, to pa še dobro da, me je pa dal torej 2 leti pripravnica, ko si šel pa v 3. razred osnovne šole, sem pa šel prvi letnik nižje glasbene harmoniko. In potem, ko sem šel prvo gimnazijo, sem hkrati začel študirati pri gospe Kseniji Vidali, njeni italijanski akademiji solopetja, no in to sem delal hkrati. No in tisto leto se je pisalo 1973, takrat že malo prej sem pel že z velikimi orkestri, pihalnimi, s katerimi še danes rad pojem, poseben občutek mi dajo trobila, tako močna. Ja, pa simfoničnimi orkestri in tako naprej. In takrat se je začelo. Sem Rado Simoniti, me že njegove samospeve spremljal na Brdu, v Brionih, kaj svem, kje sem se bil. Najprej s harmoniko, najprej kot otrok s tistim otroškim glasom, potem s harmoniko, ki je nisem preveč rad igral, moram po pravici povedati. Zakaj ne? Ne vem, nekaj mini mene klavir vedno. Z mamo sva želela klavir, je že želela kupiti enega, oziroma od ene gospe, enega starega vzeti, en pianino, ona bi pa toliko časa šivala, da bi to odplačala, ampak je očetova obveljala. Ampak še dobro, ker vse petje je pisano v desni roki, z redkimi izjemami. In je
enaka desna roka, ne, tako da, in pa teorija, ne, mi je prav prišlo. Tako da sem naredil 5 let harmonike v polju, pa 6 let teorije in to mi je res potem prišlo. No. Ampak a sta vas starša spodbujala v glasbi? Ali sta želela, da bi postali drugega? Torej harmoniko, ja. Ampak, ko sem šel pa študirati solo petje, pa oče sem moral na skrivaj. Oče ni dovolil. Tako da sem, ko spevi dali, hodil skrivaj. Ja. Še zlagal sem si, dobro je naredila uvod, da mora biti fant star 18 let, ne? Jaz sem bil pa 16, ne? Še niti ne, pa sem se izlagal, ampak potem se najprej ni 3-4 mesece rekla, da ima toliko, pa mi je vzela, da pa se mi seveda povedal, verjetno čez mesec, 2, ne vem, to pa ne moram spomniti, ker je že toliko let. Namreč zgodaj sem mutiral, neodvisno je, kdaj mutiraš, ne? Naj pa povem, no, ker je ravno oddaja, da mnogi ne vedo, da dekleta ravno tako mutirajo, ne? To se pa vidi s kamero, ne? Pri foniatru, ne? Orele to. Ampak mama vas je pa podpirala? Ja, mama me je podpirala. Moram pa reči, ko je bil pa prvi operni nastop najprej, ne? Takrat tukaj v dvorani, kjer je zdaj radio Aktuali in to, ne? Smo imeli najprej še star kino, potem lepo dvorano. Je bil pa prvi operni koncert, smo imeli samo par ljudi je prišlo, ne. Oče je pa hodil kot pav ponosen, ne. Mami pa ni šla in nisem razumel, pa mi pa rekla, veš, sem mislila, da boš imel tremo, če bom jaz noter. No, tako je bilo. Ampak vseeno krasen spomin na tiste čase? Ja. Potem pa leta 77, ko sem maturiral, je pa me profesorica poslala v ljubljansko operno tekmovanje in pa v Treviso v Italijo. In tam sem dobil možnost takojšnjega angažmaja v Trstu ali Benetkah in eno diplomo, lepo. Bila sta v komisiji Anton Dermotanaš in pa Tito Gobbi, slavni bariton. No in pa v ljubljanski operi, ampak sem rekel, nič. In srečam Vando Gerlovič, operno pevko, ki sem je strašno oboževal. Nace, kaj boste pa zdaj? Je vedela, da me čaka že služba. Jaz sem rekel, moram še nekaj študirati, ne. In sem rekel, na igro grem, ne. Sem bil sprejet že na igralsko. Srečal sem Ano Mlakar, v mestu mi povedala sem na igralsko. Skratka, neka zmeda je bila. Skratka, gospa Vanda Gerlovič me je prepričala in rekla, vi ste tak tip za igro, pa to ne, se sem res, moram priznati. Sama lastna hvala se podmizovala, ampak res, no, to pa res nimam problem. Če imaš kmečki kostum, tu drugače hodim takoj, če sem oficir, sem drugačen. Namreč je rekla, dajte eno mer. No, in pa sem šel pole ven vzeti, tam, ki je bila Agrafata, ne, v pasaži. Ste si premislili? Ja, in jaz v Staro Ljubljano, kjer je bila pedagoška akademija, ki je bila pa takrat 2-letna, slovenščino pa knjižničarstvo. Potem sem pa med študijem šel v službo, ker ni bilo opernih pevcev. Enostavno jih ni bilo. No, tako da sem 1. marca 1979 šel v zadnji semester pedagoške akademije v Ljubljani in pa nastopil službo v ljubljanski operi. Pa bi še danes šli skozi to pot? Ali bi kaj spremenili? Često to temo načnemo v kakšni družbi, debato, ne. Težko je zdaj govoriti. Absolutno bi šel, ampak s to pametjo bi malo drugače vse skupaj zastavil, ne, ker potem, ko sva bila z Otom Pestner pri Rojakih in sem zato začel zabavno glasbo peti, da je on šel lahko na kakšen festival, pa tako, napisal mi je prvo pesem že tam, prvo, ko sem prišel domov in pa je bila prva mala plošča. Ne vem, kako bi to povedal, kako je bilo že vprašanje, pardon? Če bi še enkrat ponovili to? Ja, seveda bi, z neko drugo pametjo, mogoče bi v operi, samo takrat je drugačen si, ne. Jaz, recimo, opere, ki jih še nisem znal, ko sem bil v zboru najprej, potem pa takoj solo. Smo imeli eno skupino solo zbor, kjer so te lahko porebili za solistične vloge ali za zbor. Jaz sem pravzaprav, vsak dan smo bili 2-krat tam, ne, vaja, pa začeti predstava ali pa še ena vaja, ne. In jaz, pri tistih predstavah, ki nisem bil zraven, sem skrat doma naučil. Ne, samo da sem bil, ne, pa mi ne bi bilo treba, bi bil lahko doma nekaj časa, leto, ne, da priješ v tekoče predstave, pa da priješ v tako imenovani železni repertoar. Ne. Ampak ne vem, jaz sem to s tako veliko željo. Še zdaj se spomnim, so bili še časi, ko smo dobili plačo še v kuverti, ne, ni bilo še računov pa to.
pa prinesem domov prvo plačo, pa je bilo 500 000 din, ali kaj so bili, ne, kot tisti. Pa oče pravi, joj, imaš fajn službo, naša čistilka ima pa 550. Ja, rad sem imel to. Ne. Ampak ste tudi garali za to, ne? Ja, veste, ljudje... Mnogi si drugače predstavljajo, kot je. Veliko jih kakšna pride, je da jih, realnost, ja, ne? ne, se sem tudi veliko pevcev naredil naših, ne, jih rešil tudi operacije ali pa po operaciji glasilk dobil, ne, da so na novo shodili, veste, pedagoški čut moraš imeti, točno veš, moraš vedeti, zakaj je določena napaka nastala in kaj zdaj narediti, da te napake ne bo. Ne da reče pedagog še enkrat ponovi. Ti moraš povedati, kaj je narobe naredil in naredila za oba spola velja, ne? Da je bilo narobe in zdaj kaj narediti, da bo prav. Ne moreš ti začeti poučevati nekoga, ne da bi pred tem naredil pregled pri foniatru. Ti vidiš, kakšen je stik obeh glasilk, ne, vsak človek ima dve glasilki, razno, če ni invalid, ne, v tem smislu. In vidiš, kakšen je stik, če je popoln, ne, in pa koliko sta dolgi, krajši, ko sta višji glas, ne, daljši, ko sta nižji, z nekimi izjemami, jaz ne bom zdaj, pa še amplitude, kako nihate in tako. In vse to ti pove, kaj s tem glasom seveda lahko delaš, a ne. Pa smo Slovenci, pevci, že kaj bolj izobraženi v tem? Ja, seveda, ja. Saj jaz sem, nekaj mojih je potem šlo tudi v tujino, sem tudi sam rekel, ne, veste, jaz pripravim tisto osnovo, ta bel canto, ne, ki je, ne, ampak ta bel canto je čudovit za narodno zabavno, zdaj bi rekli pop, ne, in to, s tistega pa greš, veste, vse se začne enako, ne, potem se pa, marsikdo sploh ne ve, da bo za opero tudi, da bo za pop opero, karkoli, kar je zdaj sploh super, ne. Jaz, ko sem prvič dobil musical, druga televizija me je klicala za en musical Fantom iz opere, jaz sem prvič to pel, sem rekel, pa to je to bi bilo zame super. Pa sem mi govorili, veste, tisti, ki so bili v tujini, se ti bi bil za operete, pa to, tudi opereta je fajn. No, zdaj se spomnim ene učenke, ki je pa šla potem v London in je mal jazz tudi, pa to, ta njihov stil. Veste, ampak s to osnovo mi rečemo, da imaš glas zunaj, ne, ker nizka lega, pa srednja nizka lega se pojeta v masko. Srednja lega se poje v obnosne sinusne votline, visoka lega pa v čelne sinusne votline. Zdaj, če vi visoke tone sem le pošljete, ne boste dolgo peli. Jih morate sem, zato če ste prehlejeni, ko je to polno, težko ratajo. Izrecni visoki toni se jim pa reče kopf toni po celi glavi, ker skop je glava, ne, gor v špico. Prav glava zaboli časih pri najvišjem tonu. Ja, ne vem, gospa Ksenija Vidal je bila velika operna primadona, ne, po celem svetu, mi je res dala toliko znanja. Zabavno glasbenega sem pa pravzaprav kopiral od pesnere, ker nisem znal drugače, ne, ni bilo pedagogov, ne. 10 let sem potreboval, da sem isti trenutek lahko zapel, recimo se lahko demonstriram, ni to nobena stvar, zdaj bo malo glasneje, recimo La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. A pa nekaj nežnega, ne? Beli cvet, cvet s planin, vsako jutro me vabi. 10 let sem to potreboval, zdaj to je na suho, ni odmeva pa to, ampak saj gledalci bodo že slišali, o čem govorim. In ta občutek, ki ga seveda moramo imeti, o tem bova še z Nacetom v nadaljevanju naše oddaje, ko bova nekaj pozornosti namenila tudi bolezni, s katero se je srečal in morda še pomagala komu, ki je v tem trenutku v stiski. Se vrnemo čez dobre 3 minute. Iskreno, z Majo Oderlap. V nocojšnji oddaji Iskreno spoznavamo podrobneje, mogoče tudi nekoliko drugače, izvrstnega slovenskega glasbenika, pevca Naceta Junkarja. Nace, so pa v vseh teh letih glasbenih, izjemnih, prišli kdaj tudi težki časi. To srečanje z boleznijo, z depresijo, nekoč je bilo drugačno. Danes se mi zdi, že o tem več govori, kot se je nekoč. Prva zoprna stvar, ki ima morda tudi povezavo z depresijo, zdaj raziskujejo to, je, veliko sem kolesaril
in sem med prvimi imel boreliozo. Ne? Torej ste imeli klopa? Ja. Čeprav od obada je bilo rdeče, od klopa ne vem. Namreč to je bakterija, ne? In je treba antibiotik, takrat še pravega tudi ni bilo. 3 mesece nismo vedeli, ne? Se osebni zdravniki sploh še niso poznali takrat. Mladi so pa že imeli v učbenikih. Nek slučaj je hotel, da sem potem pristal na infekcijski kliniki, ne? Leta 87, zelo hudo je bilo, glavobol in tako naprej. Takrat je iz Amerike prišel pravi antibiotik. Pošiljali so pa test na Dunaj, tako da so te zdravili po tem, kar si povedal. Ne, da, veste kaj, moram zelo po domače govoriti, ker vedno rečejo gledalci ali pa poslušalci, da preveč tujke uporabljamo, zato bolj po domače govorim. Ne. No, potem je pa že ena tovarna naša začela to delati. Je bilo pa zelo, zelo hudo. In potem sem čez toliko let dobil depresijo, pred 21 leti. In, kako ste to opazili, da se nekaj dogaja? Ja. Eno leto pred tem sem nekaj pisal in je bila na radiju Mahlerjeva glasba in začetni Gustav Mahler je moral biti, ker kasneje je imel drugačne harmonije in tako. In meni se solze tako ulile, ne vem zakaj, ne. Potem pa je to že pozabil, čez eno leto se je pa končala ena taka zadnja, no, dolga zveza, 12 let je trajala, ne. In me je zelo prizadelo, na kar smo zvedeli, da je oče neozdravljivo bolan. In je potem čez 4 mesece tudi odšel, ne? To je bilo, zdaj bo 1. junija bo 21 let, potem se je pa, se mi sesulo. Imam pa hudo alergijo na cvetni prah in seveda je tista psihična odpornost tako padla, da je tisto bilo tako hudo, sem mislil, da sem bolan. Potem pa le prijateljica, ki je psihiatrinja, pravi, veš kaj, ti imaš depresijo. No, potem sem dobil zdravila, jemal sem jih toliko časa, da je bilo dobro, ona mi pa rekla 3 do 6 mesecev, veš. Jaz sem zelo priden pri zdravilih, tako da jaz glede tega ne bi gorofal. Jaz sem en tistih, veste, ki bom prej vzel 2 tableti proti glavobolu kot ne. Včasih je to dobro, velikrat pa ni dobro. Skratka, no, prezgodaj sem nehal, ne, in vse je bilo super, vem, da je bil en december potem že in bil sem ves čas na Dolenjskem, sem v tam ogromno nastopil, pa pol nekaj na obali, mislim, da je en Silvestrov, ne spomnim se več. Sicer je v operi Silvester zelo poln vedno. Ne. No in potem se je pa tako poslabšalo, da sem pa moral na bolnišnično zdravljenje, v bolnico. Ne. Zato naj povem, če nekdo čuti lažjo depresijo, res vedno pomaga šport in vse te stvari. Meni največ pomaga pogovor. Ne. Samo tako malo je ljudi, oprostite, da bom spet nekaj grdega povedal. Jaz imam v telefonu 3200 ljudi. Ljudi, ki sem jim često zelo pomagal, bom zelo lepo povedal. Ne bom daleč manj povedal, kot bi lahko. Veste, pa zdaj, ko sem v 2 oddajah to povedal, ko je bil Svetovni dan zdravja, samo 2 sta me poklicala od teh. Jaz imam rad pogovor, veste, v operi sem zaključil, 33 let pa pol sem bil že pred leti, seveda sem veliko prepel tam, 19krat sem rešil predstave. Ne. Ja, potem pa ta zdravila mi niso omogočila, da bi še lahko. Glas je bil, vse ostalo je bilo težko, veste, na oderiti, to, uno, ni besedilo zapomnici, uno, ne, novo. Staro vse znam, slovenščini in originalu, ki smo potem, ne. No, bil sem eni oddaji na eni televiziji z enim od naših psihologov, pa sem rekel, veš kaj, bral sem, ne, tole, no, sem imam izvrstnega psihoterapeuta, veste, zelo, zelo dobrega psihoterapeuta, že ko sem bil prvič na zdravljenju, so mi potem določili profesor dr. Boruta Škodlarja in sem že vsa leta pri njemu in sem v tej priliki iskreno zahvaljujem. Veste, se pogosto ga ne omenjam, ker potem pa vsi njega kličejo, pa ne more, ne. Veste, kako toliko in toliko je zaposlen, tudi vsi ostali, psihiatrov je premalo, veste, zdaj smo imeli okroglo mizo na Sazuju, ne. Psihiatrov je premalo. Glejte, če sem na Dolenjskem, če sem na Primorskem, sploh po noči ni dežurnega psihiatra. V Ljubljani se greš ti, zapomnite si gledalci, gledalke seveda, 24 ur na dan, dopoldne na polikliniki, od 4 popoldne tam
ki je očesna klinika, greste lahko, ne, pa celo noč na pogovor, če drugega ne. Veste, jaz sem že 3-krat morda v teh letih šel po noči na pogovor. So le mojstri, ne, v teh stvarih. Ampak tudi telefon, ne. Ampak hočem povedati, da so mi tam na okrogli mizi povedali, da denarja ni, veste, za te dežurne psihijatre in potem je seveda ena tudi psihiatrov. Ne, tako, lejte. Ampak vi ste zbrali pogum, prosili ste za pomoč, iskali pomoč. Ja, treba... najprej nisem vedel, kaj je, ne, ampak potem, ko pa sem videl, kaj je, ne, in ko se je spet ponovilo, tako sem vesel, da obstaja, ne, to. Prej nisem do konca povedal. Jaz vedno zagovarjam pogovor, ne, in pa rečejo medikamentozno, se pravi zdravila. Ne. Če gre samo s pogovorom, če gre samo s športom, je to super, veste, ne. Ti rečeš, sem danes depresiven, pa to. Ampak če pa to bolezen, pa brez zdravil gre pa pol težko, veste. To vštric nekako. Veste, to je kognitivna terapija, ne. Saj ni važno, da je v Ljubljani, ali je v Idri, ali je da ne naštevam vseh v Begunjah gor, ne. Toliko je teh centrov, sem toliko prepel, veste, za vse te bolnice, da 750 približno dobrodelnih prireditev imam za sabo za vse mogoče. To pa res rad grem. Zelo rad, to me to. No, ampak, glejte, če so zdravila potrebna, so pač potrebna, ne. Zdaj so me nekje hoteli prepričati, da se brez zdravil vedno da. Ne. Jaz vam moram povedati, lahko da nimam prav, ne. Morda se bodo čez 20 let zagotovo, ne, bodo rekli, kako da so podobna zdravila. Veste, pri tesnobi se da antidepresiv, pa še proti tesnobi in tako. Zdaj že zelo na pamet govorim, ker v tem času se je že marsikaj spremenilo, ne, veste. Ampak pravite, da je... Ampak to sem želel še povedati, ne, da mi je povedal kolega psiholog, da ta bakterija, ki povzroča boreliozo, da lahko povzroči tudi depresijo z leti, ne. Ne vejo še čisto točno, ampak... Pravite, da ta praznični čas je bil tisti, je še vedno naporen za vse, ki bolehajo, ki razmišljajo ki imajo težave z depresijo? Tudi pri meni. Da moram povedati, da ko se bližajo neki prazniki, to je pa že 3 tedne prej je čudno. In sem že kar v nekaj intervjujih povedal, če imate za sosedo, posebej, ki je na deželi, ali pa v mestu, veste, lahko je sosedno stanovanje, ali pa tukaj recimo sosedna hiša, če imate nekoga, ki veste, da se je zdravo, ali pa samo, da je osamljen, a veste, koliko mu pomeni en pogovor, ali pa da ga povabijo družina, a ne? Mene so včasih družine od mojih študentov tudi povabile domov, ko so vedeli, da so sami to, ne? In tako da. Veste, človek je ustvarjen za življenje v dvoje, ampak vedno se ne najde sorodne duše, ne. Ampak glasba je zdravilo. Glasba je pa veliko zdravilo, ja. Veste, tudi tam na zdravljenju je tudi muzikoterapija, potem je pogovor v večji skupini, v manjši pogovor s psihiatrom, psihologom, socialnim delavcem, veste, ljudje imajo strašne probleme, potem posebna telovadba, kinezioterapija, telovadba. In veste, skupek od tega priporočam pa, je možnost, da hodiš vsak dan dopoldan, ne, je fajn, da si tam. Veste, popoldan si s tistimi svojimi sotrpini, da rečem tako, vsak je malo drugačen. Veste, kot pri petju, pevsko grlo, ki učiš, ne. Dvoje grl ni enakih, a ne. Popoldan se pogovarjaš in včasih ena oseba tudi tam na skupini reče en stavek in tebi da tisto misliti, a ne. Moram pa priznati, da je bilo hudo, veste, so pa veliki mojstri. Naši zdravniki, jaz vam vsem, psihologom, psihiatrom, osebnim zdravnikom, mnogo osebnih zdravnikov, veste, ki zelo dobro obvladajo te stvari. Žal mi je, da osebni zdravniki nekaterih antidepresivov ne smejo napisati. To je pa res škoda. Jaz se moram zahvaliti tudi svojemu dolgoletnemu osebnemu zdravniku, dr. Stanku, in pa naši dolgoletni operni zdravnici, ki smo jo imeli v operi, veste. To so zdravniki, ki so tako široki, res grejo v štric, če rečemo, s časom, ne, in je treba. Žal mi je, da osebni zdravnik ne more napisati enega antidepresiva, da moraš za tisto, veste, mora iti nekdo v čakalno vrsto za psihiatra ali pa plačati, to je drago. A veste, poseben, če je človek bolan, če dobijo neko socialno podporo ali kaj svem, kaj težko to povem, veste, to je predrago, ne.
On mora, potem pa čaka, veste, pa pomirjevala, pa to, pa uno, pa tretje. No. Ampak tako kot pravite, tudi glasba je zdravilo in o tem bova z mojim nocojšnjim gostom še govorila v nadaljevanju, ko bomo pogledali tudi in pokazali tudi vam, kako izgleda njegova najnovejša plošča. Ob jubileju je prišla in ni dostopna vse posod. V naši oddaji jo boste videli. Z Nacetom pa bova še kakšno rekla takoj po Oto Pestnerju. Oto Pestner, tudi eden od prijateljev našega nocojšnjega gosta. Nace, skupaj sta bila pri vojakih ali sem prej kaj narobe slišala? Tako, z Otom Pestnerjem se nisva prej poznala osebno, potem pa so bile včasih ene vojaške vaje na Blokah, ko se je končal prvi letnik fakultete in sva se tam našla, sem se mu predstavil in tako. In tam je napisal, da je ena pesem, sva je skupaj pela, na Blokah, sem ga zadnjič spomnil. In tam smo se s tistim, ki je bil komandant, smo včasih rekli, no, v Ajdovščini pa v Vipavi, to je bilo skupaj, dogovorili, da jaz prijem za borbene pesmi s tem glasom, on pa za popevke, ne. Potem pa, da je on šel lahko na kakšen festival, pa tudi že prej sem mal, veste, tam je bil mikrofon na voljo, prej nisem imel tega in tako. Da je on šel lahko na kakšen festival, pa to, sem pa jaz pol njegove popevke začel vedeti, ker sem jih poznal, ne. Oto je samo 1 leto pa pol starejši od mene, ampak on je tako zgodaj začel peti, ne, sem v njegove male plošče doma. Še Marjana Držaj, sem pa njeno Poletno noč vedno pel, pa je rekla, veš, to boš ti enkrat posnel. In sem res nekako ji obljubil, sem pred 3 leti posnel. No, Oto pa je potem, to se pravi, ko je on šel, jaz sem pel potem tisti večer, ne, tam so bili plesi za ti zunaj tudi, čudovit ansambl smo imeli. So v ansambl so prišli še drugi člani, a ne, potem znani glasbeniki, kasneje Tone Košmarjev, ki je potem Pop Design ustanovil in tako naprej, Milan Kamnik in podobno. Torej, aplavz je bil, ne? V rokah pa držim čisto svežo ploščo Nace, tale pa ni kar tako, a ne? Z vami že 50 let. Zakaj je tako zelo posebna? Piše spodaj, ne, primerno drži, da bodo videli. Ja, posebna je zato, ker od tistega leta, ko sem rekel, ne, ko sem šel gospe Vidaljevi, ne, in prvo gimnazijo, ne, od takrat štejem profesionalno, no. In 50 let je, tako pač je, ne. Posebna pa je, 2 letoma sedim z mojimi prijatelji, družino Dulc iz Škocjana na Dolenjskem in sem povedal, da zdaj spet vinilke in tako, ne. Ste rekli, veš, če boš rabo, bomo mi to ti, ne, imajo podjetje in tako. No in res, zdaj, ko je bila pa ta obletnica, pa je Helidon je izdal, oni so plačali to, 500 CD-jem, 500 vinilnih plošč, ne, to, kar sem včasih imel sem 3 male, pa 4 velike, za rep sem jih še ujel, ne, in kasete še prej, potem CD-ji in tako. No in to imam zdaj v bistvu za prijatelje, za darila in pa za ljudi, ki ti nekaj pomenijo, ki so ti veliko pomagali v življenju, pa nekom občutku se daje ta darila. Seveda je zdaj obletnica, ne, in je pač nekaj nastopov, ne, tam, kjer so oni doma, ne, v Škocjanu, potem moj sošolec Tadej Žugman, slikar, ima arhitekt slikar, ima 50 let slikarstva, je na Crn grobu, klasična glasba, ne, pa njegova razstava, tudi moj portret je že enega naredil, enega še bo in še par drugih stvari, to se bo zdaj vleklo nekje do decembra. V to sem pač zdaj ugriznil, to bom dal pač skozi, sem pa res izjemno hvaležen Helidonu, ne. Seveda sem bil omejen na skladbe, katerih je Helidon lastnik in največ je ravno pesmi, ki jih je napisal Oto Pestner, ne. Ja. Je pa solistična, tako da tudi 2 dueta gor, ki sem jih z Oto pel, sem jih sam kasneje posnel tudi, ne. Je pa res tudi ta prva, s katero sem dobil nagrado, Ti si moja melodija, leta 83 je na njej mama tudi, Bertija Rodoška. Eno zanimivost pa lahko povem. Včasih so rekli, Nace, ti smo tako, večkrat mi rečejo, ti imaš pa res, si imel reči svojo mamo, imaš se vedno, ne, sta oba pokojna.
ker me vedno o mamah poješ, veste, ampak to je tudi ena druga stvar, seveda imam mama rad, ne. Ampak Berti Rodošek in Oto sta vedno rekla, da na vsaki kaseti plošči CD-ju mora biti ena mama, da gre bolj v promet. No in ta pesem ti zapel, bomo mama, je Berti Rodošek napisal svoji mami, moji mami sta pa Elza Budov, po Oto Pestner, oba ste poznala, napisala pesem Mati, hvala ti. Čudovita je. In tam noter ima, da bi imeli radi me, živali, rože in ljudje, o mati, hvala ti. Nisem razumel tega verza, da me imajo živali, rože in dokler nisem zbolel. Ko ti žival čuti, veste, ob tebi je, ne? Ob tebi, žival tako čuti. To se ne da povedati. Kako zelo smo povezani vsi na Ne zemlji, razumem ne? ljudi, ker eni ljudje ne marajo živali, jaz tega ne razumem, veste. Ne. Pač tako je na vseh. No, Nace, da ne kaj boste pa- mislili, da sem jaz zdaj nek svetnik, pa ne vem kaj, pa to, pa ono, ampak ne vem, tak sem, ne. Če sem rekel, grem rad na dobrodelne, zakaj pa ne? Ne? Samo ofičata, pa je mama rekla, moraš iti, sem rekel, če pa rabi denar. Ne delam nobenih razlik. Tako sem pel, če rečem zdaj, no, recimo, na prvih dveh tale Karitas, ki so imeli v Celju, no, kako se podarimo, ne spomnim se zdaj. Klic dobrote? Klic dobrote, ja, prvih dveh se spomnim, še posnetki so, pa sem pel za Rdeč križ, pa sem pel za, ko je v Mariborski operi, ko je bilo za tele, za otroke, ki firme ni bilo več, ali ne vem, kaj že bilo, ne, pa tako, veste, vedno kdo kaj rabi. Največ pa seveda za bolnice, za invalidske organizacije, to, uno, tretje. Veste, še nekaj vam moram povedati, čudovito je pet na Tartinijevem trgu v Piranu. Čudovito je pet pri nas v Kostanjevici, veste, v gradu, not mi rečemo gradu, ne galerija Božji Darjakac, veste, tam in tako. Z opero smo tudi gostovali, pa tudi če sam, vedno, ko pridem, nekaj zapojem, ne. Ampak na deželi, če ti preprostim ljudem v enem majhnem kraju nekaj zapoješ, kako to sprejmejo? Pa živali tudi. Nace, kaj pa sodelovanje s Heleno? Takrat sta bila zelo mlada. Ja, se sva še zdaj. Skratka, predstavil naj je Berti Rodošek leta 1983 in sva se neverjetno hitro ujela. Ko sem šel prvič na Jesenice, še nisem imel avta, me je počakala tam pred Jesenicam ena postaja, koliko čist na začetku, in sem Malinovec dobil prvič, ni znala kave skuhati. Veste, 3 starejše sestre imela, ne, pa še hajni potem, ne. No, drugič je pa že, no skratka, zelo sva se ujela in leta 1985 sva vsak svojo pesem pela na Melodijah Renesansa. Včasih nas niso sprejeli, za Heleno se zdaj ne spomnim, mene niso, ene dvakrat. Potem 89 je pa Oto tole napisal, ni bilo še besedila. Helena je bila velika zvezda. Vrniva se na najino obalo. Ja, vrniva se na najino obalo. Helena je bila velika zvezda. Sarajevo, Makedonija. Vedno je prosila, da sem doma posnel na videokaseto, druga TV Breža je bila to, veste, ne, pa sem vedno doma posnel. No, pa sem pa Oto rekel, veš kaj, tole bi bil pa dojet, se je tako želela, tudi ona pride sem. Pa skup sva pela Čuvajte ljubezen, drugega ni bilo, pa mogoče še kaj, pa vsak svojo, ki je na kakšnih prireditvah, ne. No in pa veliko sva se družila, ne. No, pa kasneje ona tudi blizu mene tukaj živela. No in in te pesmi seveda pa niso mogli, da je ne bi sprejeli. Tako je bila pesem sprejeta, imela sva strašansko tremo, ampak vam povem, lejte, še danes, kolikokrat, mislim, da tudi njo, mene tudi, ustavljajo ljudje, veste, s Helenco, takrat, ki sta pela Obalo, ne. Pesem je tako napisana, besedilo, vse je avtor, Oto je pa za duet naredil, ni bilo še besedilo, ko mi je on zaigral to na klavir, ne. Veste, tudi snemala nisva skupaj, jaz sem snemal popoldan, zvečer vem, da sem imel Traviato v službi v operi, ne. Tako da je Helena snemala za mano, pa grunt, mi rečemo, osnova je bila nasneta, veste, še ni bilo vseh inštrumentov. Potem pa čez en teden, jaz prijem to hoto domov, ki je bilo vse zmiksano, mi predvaja. Ja, jaz kar nisem mogel verjeti, ne. Ta pesem, veste, je tako zanimiva, dejansko kot en valček, midva pojejo pa 4/4, no tako nekako glasbeniki bodo zdaj že vedeli, o čem govorim. Nekaj posebnega je, no. Res od otrok do starejših, vsem je bila všeč in je še zdaj, ne.
Dobro, če kdo tega ne posluša, veste, včasih kdo ne mara kakšnega glasu, ne. Enkrat sem bil v eni vdaji, pa so mi dali lasulje, pa sem šel po cesti, kaj mislijo o meni, ne. Pa en gospod rekel, fajn poje, ampak jaz ne. Veste, ljudje, tudi jaz imam 2 pevca kolega, ne moška, ju ne morem, ne vem, jih imam rad, se z njima pogovarjam in vse za družbo, ampak poslušati pa ne morem. Ampak zato je pa fino, da smo si ljudje različni, ne, da se seveda, takole dopolnjujemo. No, zdaj si bomo nekaj minut glasbe še privoščili, potem pa z Nacetom še za zaključek naše oddaje, saj veste, o sanjah in o načrtih. Česa si želi, kaj vse bi še rad počel, mogoče kje vse bi rad bil, s kom nastopal čez nekaj trenutkov. Nace Junkar nocoj z nami v oddaji Iskreno. Nace, prišli smo do konca našega nocojšnjega druženja. Zelo sem vesela, da ste si vzeli čas. Si iskrena, da je res že konec? Zelo. Ko hitro minil čas. Kako hitro gre čas. Ja. Nace, kakšne so želje za prihodnje, kakšne so sanje? Saj vem, da je izguljeno, ampak zdravje. Ne? Zdravje, da bi glas tudi še dolgo služil. Veste, glas malo se je znižal mi, ne, barva tudi, zato lahko kakšne druge stvari tudi zdaj sem posnel, recimo, ne. Pojem seveda mnogo manj, ne, kot včasih, ampak da bi pa čisto brez bil pa nisem, ne, to pa moram. Srce je še vedno pri glasbi, a ne? Seveda je in tudi bo. Moram pa nekaj vam povedati, včasih so pedagogi učili, veste, samo klasiko poslušati, ne. Zdaj pa že pol leta že vsi rečemo, tudi te, ki učijo violine, pa to vse, ne, se pogovarjamo, ne. Vse poslušate, tisto, kar imate radi, tisto poslušate. Če boste pa pevci, pevke in pevci, pa pazite. Pazite, nikoli ne smete biti hripavi. Saj so družbena omrežja in to, pa se najde, pa se ki vpraša in tako se vedno lepo da dati na svet. Tako. Jaz se ti tako iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Za vabilo. Hvala lepa. Hvala Nace in še televiziji. kdaj. Upam, da se srečava v oddaji Iskreno. Hvala lepa pa tudi vsem vam, spoštovane in spoštovani, da ste nocoj bili v najini družbi. Sanjajte in sanjarite, tako kot rada rečem ob koncu, kajti sanje vedno pridejo in vedno so ob nas in to z razlogom. Pa lahko noč.